Kaj naredite z 2,4 milijona evrov, ki ste jih zadeli na lotu? Si kupite raketo, naredite igrišče za golf ali kupite samo več sira? Vse to so ideje Franka in njegovih prijateljev v romanu Arnfina Koleruda Milijonček za prijaznost. Brala sta ga Max in Juš. Max, živijo. Živijo. Frank, petošolec in njegova mama izbereta pravo kombinacijo na lotu in zadaneta ogromno denarja. V tej knjigi, seveda. Kako se ima življenje spremeni? Torej, kakor sem jaz videl, se ima življenje postavilo na glavo, ker naenkrat si lahko privoščica karkoli želita in sta v bistvu kar malo zmedena in ne ve točno, kaj bi s tem denarjem. Ja, ampak v to zmedo jih peljejo tudi njuni sovaščani, vsak želi malo denarja, one dva pa si rečeta, potrebujejo počitnice in res gresta v Sredozemlje. Tam pa Frank spozna sovrstnika Magnusa. Tam mu pokaže, kakšno moč ima zares denar. Kakšen se ti je zdel Magnus? Ni mi bil najbolj všeč, zato ker je res mu pokazal, kakšno moč ima denar. V bistvu je bil zrel, ampak na slab način, zato ker je v bistvu z denarjem naredil lahko kar želi, karkoli. Ja, tako načrtno neprijazen, ne? Ja. Ja. Magnus in Frank sta Norvežana, nama seveda ni bilo treba znati norveško, da bi razumela tole knjigo in uživala v njej. V slovenščino je prevedel Darko Čuden, ki ga zdajle pozdravljam med nama. Darko, na Frankovi šoli je tudi ne preveč prijazen fant po imenu Pol, ki svoje sošolce šprica z vodo iz luže in jih zafrkava v rimah. Verjetno je bilo prevajanje njegovega besedila zanimiv izziv. Ja, živijo. Seveda je bilo zanimivo, zato ker ta fantek spada na drugi breg prijaznosti in seveda za razliko od ostalih uporablja še malo bolj pogovorni jezik, pa sorazmerno veliko kletvic, verjetno se hoče s tem tudi na nek svoj način izpostaviti. Ja, on sodi pač na tisti breg fantov, ki so tudi pri nas, eni sodijo pač na malo boljši breg, eni pa na malo slabšega. Tekma med dvema bregovoma, en je bolj prijazen, no, ko smo ravno pri prijaznosti, Frankova mama se odloči, da bo najbolj prijaznemu sovaščanu podelila ta milijonček. Brez da izdava, kdo ga je dobil, a misliš, da je šel denar v prave roke? Zdi se mi, da ja. Če bi se ti udeležil tega tekmovanja, da bi bil v isti vasi kot Frank, a si dovolj prijazen, da bi dobil ta milijonček? Kaj misliš? Sigurno delam neke prijazne stvari, nisem pa ziher, če delam toliko dobre stvari, da bi lahko zmagal. Če pa bi dobil ta milijonček, kako bi ga zapravil? Nekaj bi ga sigurno razdelil med sorodnike, družino, kar nekaj bi ga dal v šparovček, nekaj bi ga pa zapravil za igrice in nogomet. Jaz ti želim, da mogoče res kdaj zadaneš kakšen milijonček ali pa ga seveda prislužiš. Hvala. Hvala za pogovor, Max. Rok, kako bi pa ti zapravil svoj milijonček? Juž, dobro vprašanje. Ne vem, najprej bi organiziral en velik piknik za vse tekmovalce. Zdajle vas pa lahko povabim le, da prisluhnete vprašanju. Frank in njegova mama nekega dne zadeneta na lotu. Zdi se prelepo, da bi bilo res. A novo bogatstvo prinese tudi težave, katero sta omenila Juž in Max. A. Začneta se dolgočasiti, ker si lahko vse privoščita. B. Zmedena sta, ker ne veste, kam bi šla na dopust. C. V zadregi sta, ker vsi vaščani prosijo za del denarja. Ali D. Začneta se dolgočasiti, ker ju vsi vaščani prosijo za del denarja. Čas se je iztekel v različna odgovora. Vijoličasti pravite, da je to B, rumeni pa, da je C. Ko Frank in mama obogatita, se ima življenje postavi na glavo, ne veste, kako bi zapravila denar, hkrati pa nanjo pritiskajo sovaščani, ki si želijo svoj kos pogače. Pravilen je odgovor C, kar prinaša rumenim 5 točk.